Nekaj besed o naših sogovornikih, ki jih imamo čast danes imeti v naši sredi. Pavle Medvešček je začel in verjetno skoraj večino knjig, ki se promovirajo v tem centru, začnemo tako, že davno nazaj. Dolgo nastajajo knjige v tej instituciji, ampak ta je nastajala prav posebej dolgo. Ne samo zato, ker je avtor zbiral gradivo od svoje zaposlitve v Novogoriškem zavodu za spomeniško varstvo kot zbiratelj, temveč tudi zato, ker je bil del časa potem, ko je spoznal prenašalce iz Ročila, zavezan molkov. Ta knjiga je čakala na to, da se lahko pojavi med nami, bomo rekli, dolga stoletja, ne samo dolga desetletja, ko je bil avtor zavezan k molku. In nazadnje je knjiga rezultat dolgega niza in serije del Studije mitologike slavike. Dr. Pleterski je eden od urednikov te serije. Nosi kodo suplementa 12 v zbirki in je na nek način logično nadaljevanje. Predhodnica te knjige bi lahko rekli, je suplementa 10, kulturni genom, ki mogoče razlaga tudi ta datum 29. februar. Pavle Medvešček je začel z izdajanjem svojih del v 90. letih. Ena bolj znanih del je Let v Luni Nosencu, ki je šlo leta 95-96. In kasneje je Jadran Stele posnel kar nekaj dokumentarnih filmskih del v krajih, kjer so nastale njegove zgodbe. Ampak za uvod v razpravo, mislim, želimo večji del večera posvetiti razpravi, ki, kot rečeno, ne glede na to, da je knjiga govori o daljni preteklosti in o 20. stoletju prežitkov te tradicije, jo bomo njene posledice obrnili v prihodnost. Ima dodano vrednost za prihodnost. Dr. Pleterski je raziskovalec v tej matični inštituciji znanstveno-raziskovalnem centru v Inštitutu za arheologijo. Praktično vsako desetletje je napravil v svojem raziskovanju po en doktorat, začenši z arheologijo, zgodovino in pred kratkim etnologijo. Je urednik zbirke Studije mitologike slavike, eden od urednikov zbirke Studije mitologike slavike in bo imel kratko prezentacijo koncepta in nastajanja te knjige. Veselje mi je, da te, Andrej, uvedem v tvoji matični inštituciji. Izvoli. Hvala lepa. Najprej bi Marka Hrena dopolnil samo še v tem nekaj tehničnih podatkov v zvezi z današnjim večerom, pa tudi v zvezi z nastajanjem naše knjige. Posebej moram vsem tudi poudariti še nekaj ljudi, ki so pomembno sodelovali pri tej knjigi. Po eni strani je to Daša Medvešček, to je avtorjeva vnukinja, ki je mnogo let skrbela za to, da so se njegovi zapiski potem znašli v računalniku in potem tudi zlektorirala to knjigo, ki je bila gotovo velik lektorski izziv. Vsekakor moram pa posebej izpostaviti tudi svojo sourednico in sodelavko Matejo Belak, ki je danes ne vidim, čeprav se je napovedala, da pride, ki je seveda vložila, moram reči, več kot običajno bi človek od nekoga pričakoval v to, da je knjiga pač taka, kot je videti taka, kot je, pa tudi, da je opremljena z vsemi kazali, zemljevidi, slikami in je opravila pravzaprav pri tehnični pripravi knjige nedvomno levi delež. Sicer pa smo si zamislili današnji večer tako, še nekaj, tisti, ki se stojite tam na stopnicah, tu spredaj je še prostor, prosim, pejte naprej, ne tam. Lepo je, skromnost je lepa čednost, ampak ni vedno treba. Tako da stopnice postanejo neudobne čez nekaj časa. Tu je klop, tu so dva stola, tu so še klopi, sicer so pa tudi še spotolje tam zadaj v pomožnem prostoru, tako da to se da urediti.
V Ljubljani seveda je vedno nekoliko vprašanje, ne, kakšen je obisk na taki prireditvi. Ne. Običajno je tako, da je lahko zelo majhen, ne, kar je malo neprijetno potem, zlasti za vse nastopajoče, ne, lahko je pa tudi obratno, pa je lahko zelo veliko ljudi. No, tako da zato smo brali nek prostor, ki, kadar je malo ljudi, še vedno ne zgleda biti preveč obupno in kadar je veliko ljudi, se tudi najde še prostor, tako da ni treba nikomur stati. Torej, današnji večer smo si zamislili tako, da bi imel jaz najprej eno kratko predavanje, PowerPoint, da malo ustvarimo vzdušje, ne, potem bi pa sledil pogovor, ki bo seveda prost, ki ga bo moderiral Marko Hren, kjer boste potem lahko postavljali svoje vprašanja v zvezi s knjigo, avtorjo, in se bo potem pač glede na vaše vprašanja razprava odvijala naprej, ne, če bi imel kdo prehude zadržke, bo morda Marko pomagal s kakšnim uvodnim vprašanjem, ne, ker morda zdaj skozi več predstavitev že ve, kaj običajno sicer poslušalce zanima. No, zdaj pa, da ne zavlačujem. Torej, seveda bi bilo zdaj več možnosti, ena od možnosti bi bila, da vam zdaj na kratko predstavim bodi si nekaj odlomkov iz knjige, bodi si, da vam predstavim na kratko del vsebine te knjige, ki ga je seveda težko predstaviti, kajti to je knjiga, ki je v bistvu enciklopedična. Ker je v njej toliko različnih podatkov, da se jih da pač brati iz katerekoli strani, tako po smeri knjige kot po smeri zanimanja, da je seveda zato knjiga na voljo tudi v PDF-ju na spletu, ki vam omogoča pravzaprav iskanje s pomočjo neke ključne besede po neki vaši lastni izbiri in da je knjiga pač taka, da jo razumete vsakič večkrat, ko jo preberete. To, ko jo boste enkrat začeli brati, pač je nikoli ne boste končali in se boste vedno vračali k njej, vsakič boste razumeli nekaj več. Danes sem vam pravzaprav hotel prikazati en od vidikov, zakaj se mi zdi ta knjiga pomembna, in sicer ravno zaradi tega, ker omogoča neke nepričakovane poglede na našo preteklost, pa tudi sedanjost, ki jih sicer ne bi videli, ki bi ostali spregledani. Človeški je pač narejen tako, da vidimo, slišimo, razumemo tisto, na kar smo pripravljeni, da pač bo prišlo na vrsto. In vse tisto, kar od tega odstopa, pravzaprav ne zabeležimo ali pa enostavno spregledamo, ne vidimo, preslišimo in ta knjiga nam, ko jo začnemo brati, pravzaprav odpre tiste poglede, ki jih nismo pričakovali in nam omogoča, da vidimo tudi tisto, kar doslej nismo videli. V zvezi s vsebino te knjige se pojavljajo, oziroma so se pojavljali pač neki pomisleki, ali je to sploh mogoče, da nekaj takega obstaja. Pa da če bi to obstajalo, bi vendar morali imeti neke zapise o tem, bi morali imeti neka druga sporočila, ampak vendar nič od tega ni, in če nič od tega ni, ali ni vse to pravzaprav zgolj neka izmišljotina, ali je to mogoče. No, jaz bi tu pokazal zdaj na nekih dveh primerih pravzaprav, kaj, če tej knjigi zaupamo in vsem tem sporočilom, ki so v tej knjigi, kakšne možna spoznanja na dveh primerih nam to odpira in seveda tudi pokazal, da ko začnemo gledati drugače, nenadoma vidimo, da pravzaprav mnogo od tega, kar knjiga opisuje v resnici, obstaja še vedno oziroma je obstajalo in da obstajajo pač tudi neki čisto tvarni zapisi vsega tega. Samo seveda do zdaj jih nismo videli. In mogoče za en uvod, da pokažem, kako neka slika kaže več, kot vidimo na prvi pogled, bi vas opozoril na to, da mi poveste, kaj vidite na tej sliki. Poleg enega seveda silno lepega in romantičnega sončnega zahoda, da vam tudi malo pomagam, to je v Slovenskem primorju, tale črni lik, ki štrli gor, je tako imenovani Krkavški kamen, ki je očitno eden od svetih kamnov slovenskega prostora.
ampak poleg tega je tu nekaj, kar je sicer čisto v prvem planu, moram pa priznati, da jaz osebno sem to videl šele potem, ko sem kar nekajkrat to sliko gledal. No, glasno. No, pred soncem. Tako je, ne. Verjetno ni volk, ampak je nek pes, ne, ki ga, ko sem to fotografiral, sploh nisem videl, ampak je očitno točno v tistem trenutku stekel čez kader in potem šele, ko sem ne vem koliko gledal to fotografijo, se je pokazal na posnetku. Skratka, vse odvisno od tega, kaj pričakujemo. In zdaj bom šel na prostor Dolenjske. Tu stoji v vasi Šmarje, to je južno, čez hrib, južno od Trebnjega, kjer je vas, ki se imenuje po cerkvi Svetega Mavra. No, tu sta dve cerkvi, ampak nas zdaj v tem hipu zanima tale cerkvica Svetega Mavra. Ta cerkvica je bila zdaj pred kratkim obnovljena, njena poslikava, in ob tem so se pokazali torej neki okrasi vseh teh vogalov cerkvenih. Cerkev, kot vidite, je s to poslikavo nastala leta 1000, kot vidimo, 1676, ne? Ja, 1676, ne? To se pravi, zdaj smo v času leta, torej v 17. stoletju, to je seveda čas sicer zmagovitega baroka, in zdaj smo v nekem okolju, torej krščanske cerkve, ne, ki ima pač nekaj povsem dekorativnih okrasov, oken z trikotnički, krožci, pikicami, ne. In kot taka, ne, je seveda lepo, bi rekli, načičkana, in bi bili lahko s tem zadovoljni. No, zdaj bom čisto na kratko vam pokazal nekaj, kar imenujem mitična zgodba, ki seveda kot taka v teh posoških izročilih v enem kosu ni povedana, ne, da pa se jo rekonstruirati iz raznih drugih besednih virov. In sicer to je zgodba, ki je ljudem nekoč pojasnjevala način, kako se gibljajo letni časi in v bistvu tudi vse druge stvari v naravi, kako funkcionira svet. In sicer zgodba je v določenih delih poosebljena, to se pravi, nastopajo neki liki, in sicer moški in ženski lik, ki v času poletja tvori torej s svojo skupnostjo, ki jo predstavlja nenehni spolni odnos, torej, ki proizvaja življenjsko energijo in blagostanje. In takrat vlada trojstvo življenjske energije, ki jo sestavljajo zemlja, voda in ogenj. Torej, to je zdaj stanje ravnovesja v poletnem času. To trojstvo se imenuje v posoškem izročilu torej načelo Tročana, ki je zelo lepo opisan v knjigi Pavla Medveščka Let v lunino senco, ne. In jeseni ta njuna skupnost razpade, ne. Torej, ta moški lik enostavno obnemore in razpadeta torej po eni strani zemlja, to je seveda ženski princip, voda na moški strani, zdaj ta ognjena plat moškega pa preide oziroma si jo vzame ženski lik, ne. Torej, ta ognjena podoba je v materializirani obliki, so jo ljudje pozneje predstavljali kot kamnito sekiro, kamnito puščico, kot orožje, ki ga ta žena prevzame, in ona je ta, bi rekli, ženska bojevnica, amazonka, ki vlada v zimski polovici leta, medtem ko svojega moža ona požre v določenih različicah, on je navidezno mrtev, ampak v bistvu se v tem zimskem času prenavlja in pomlajuje. Dokler na pomlad, in seveda zato po zimi je obdobje pomanjkanja, medtem ko na pomlad on potem kot, bi rekel, prenovljeni mladenič si vzame svoje orožje nazaj, to je trenutek, ko pride iz votline kralj Matjaž in izdere sekiro iz drevesa in
sedaj spet sestavljen tako rekoč v obe svoji polovici, ne, se združi v novem ciklusu spolnega odnosa s svojim partnerko, ženskim likom, ki ga skozi ta odnos prerodi iz ostarele neplodne ženske v mlado nevesto, začne se pomlad in spet plodna polovica leta. V tej zgodbi se po eni strani prepletata dve števili, 4 in 3, zato ker imamo v bistvu en par v njuni poletni polovici leta kot plodni par in seveda neplodni par v zimski polovici leta. Skratka 2 plus 2, kar da 4. Imamo pa seveda tudi načelo trojstva, ki ne obstaja samo v 3 silah življenjske energije. Obstaja pravzaprav tudi še v neki drugi različici te zgodbe, ki pa ima obliko zakonskega trikotnika, kjer imamo eno ženo z 2 možema, kjer je pol leta z enim možem in drugo polovico leta z drugim možem. Seveda vsak od te trojice je poosebljenje ene od teh 3 sestavin življenjske energije. To je Triglav. Triglav je eno od telešenj te trojice. Torej, kot vidimo, imamo 4 in 3. Torej, kombinacija števila 4 in 3. Zdaj seveda v poljubnih matematičnih in geometrijskih načinih v bistvu sestavlja celoto tega kozmičnega dogajanja in seveda kliče življenjsko energijo na tiste, ki to celoto torej vzpostavljajo. No, in zdaj vas malo opozarjam, da bo na število pikic pri teh znakih, zdaj če bi si vzel več časa, bi vam tudi pokazal, da v bistvu gre tu za neke geometrijske simbole, ampak kjer se zelo jasno vidite kombinacijo 4 pik na eni strani in 3 na drugi strani črte. Skratka, imamo kombinacijo 3 in 4, da to seveda zdaj ni moja domišljija, se zelo odločno vidi v telih zapolnitvah. To ni navidezni strah pred praznim prostorom, ampak je poudarjanje prepleta števila 3 in 4. Imamo 3 krat 4, kot vidite tule 12 pikic. In seveda še na enem mestu, torej, kjer vidimo spet na tem mestu imamo 4 krat po 3 pike. Kar zdaj po eni strani seveda pomeni, da ta cerkev je bila poslikana s staroverskimi matematičnimi simboli. Zdaj, kako je to mogoče? Moja razlaga je pač ta, da ne vemo se, kdo je bil pravzaprav tisti, ki je plačal to prenovo cerkve v tistem času. Verjetno so bili to domačini, ki so si seveda zato izgovorili od tistega slikarja, ki je to, oziroma zidarja, ki je to delal, da to sliko poslika po njihovi želji, ki je bila navidezno torej zgolj dekorativne narave. Jaz sem globoko prepričan, da župnik, ki je maševal v tej cerkvi, ni vedel, kaj pomenijo te znaki na cerkvi. Je pa to tem domačinom omogočilo, da so to zgradbo v resnici razumeli kot svoje svetišče, glede na to, da je bila pač uradno verjetno morala biti maziljena s strani škofa, takrat, ker je to bilo še na ozemlju ljubljanske škofije, pač ljubljanskega škofa, in seveda, da je v njej maščeval krščanski župnik, ampak oni so se počutili v tej stavbi doma. Zdaj, ko enkrat poznamo, na kaj moramo biti pozorni, seveda lahko take podrobnosti prepoznamo. Da pa se je v resnici vse to ohranilo tudi v Posočju, da pravzaprav tudi posoško izročilo nam pomaga razumeti tudi te znake, ki so tu. Dokazuje tule nek kamen, ki se imenuje krint, ki po pojasnilu, ki ga boste tudi našli in ga najdete v knjigi, je ščitil s tem, kar tu vidite, torej ta križ v bistvu kamen deli na 4 trikotnike. In vsak trikotnik kot princip trojstva pomeni tročan. Ampak tu imamo zdaj 4 tročane,
4x3, ki seveda zaradi te četvornosti delujejo še toliko močneje in so ščitili otroke starovercev v šoli, ne, proti vsem škodljivim vplivom, ki bi jih lahko tam dobili tudi med samim veroukom pa tudi siceršnjim poukom. No, to je bil en primer. Zdaj, drug primer je pa morda še pomembnejši in sicer gre za to, da prostor, seveda, ki ga knjiga obravnava, je, kot vidite tu ob recimo srednjem Posočju v dolini Soče, to je eno. Vendar v tem izročilu so noter pomembna sporočila, ki govorijo tudi o samosvoji, lahko mirno rečemo, državni organizaciji teh starovercev. Namreč tudi to je eden od, bi rekli, pomislekov raziskovalcev, da ja, saj morda neki prežitki vsega tega starega so se ohranili, ne, ampak to je bilo pač prežitek nečesa, ne, ni pa bil to nikoli, ni se to obdržalo kot nek sistem. Ne, ni res. Ravno to je zdaj sporočilo te knjige. To se je obdržalo kot sistem s svojo policijo, s svojim sodstvom, s svojo teritorialno organizacijo. To je bila država v državi, kot sporedna družba, ki pa je bila seveda zaradi tega, ker so jo preganjali v globoki ilegali in se je seveda znala prikrivati na vse mogoče načine in vendar je seveda delovala. Da pa je ta sistem deloval zelo dolgo in zelo učinkovito, ne, lahko pa sklepamo posredno. Namreč, pred kratkim v enem svojih novejših člankov kolega Aleksander Panek, ki je zgodovinar v Kopru, postavljeno zelo smiselno in pomembno vprašanje, ki si ga pač zgodovini do zdaj v zvezi s kmečkimi upori niso postavljali. Ne. Torej, že tolikokrat prikleti Edvard Kardel je v svoji knjigi Razvoj slovenskega narodnega vprašanja v bistvu začel ta razvoj slovenskega narodnega vprašanja ravno s kmečkimi upori. Ne. On je v njih videl neko integrativno prvino razvoja slovenskega naroda. To je pač en vidik. Ne. Aleksander Panek se je vprašal, kako so ljudje v času, ko ni bilo interneta, ko ni bilo Facebooka, ko ni bilo Twitterja, ko ni bilo telefona, ko ni bilo telegrafa, ko ni bilo poštne mreže, ki so živeli tako rekoč od zore do mraka in od 1. januarja do 31. decembra zgolj v svoji vasi, kako so bili zmožni v bistvu v recimo nekaj mesecih organizirati upor, ne, ki je, kot vidimo tule, zajel svojih 20.000 kvadratnih kilometrov. To je preprosto logistično vprašanje. Ne? Torej, danes bi si rekli, kako so vzpostavili sistem komunikacij, sistem poveljevanja, kaj je bila mreža, ki jim je pomagala. Ne? Torej, to neka cerkvena mreža župnikov gotovo ni bila. Ne? Tudi fevdalna mreža, ne, gospodarjev, gradov ni bila. Ne. Kaj je to bilo? Ne, zdaj, torej, moja hipoteza je, da v resnici je bila to mreža starovercev. Mi vemo v Posočju, da so se duhovniki teh staroverskih žup vsakoletno srečevali na Matajurju. To seveda velja za posoške staroverce, zdaj kje so se srečevali drugi, ne vemo, ampak zanesljivo so bila tudi taka srečanja in morda je obstajalo recimo še neko super srečanje, še na kaki višji ravni, še ljudi iz širšega prostora. Ne. To je bila lahko ta informacijska mreža, ki je pomagala potem k organizaciji nekega takega upora. Ne. Vidite tu, da je bil eden od centrov upora je bil ravno v Tolminu, torej tam, odkoder vse te zgodbe iz te knjige, iz Nevidne strani neba tudi izvirajo. To v tem ne vidim, ni nikakršno naključje, ampak da je v resnici
vsa stvar potekala v neki staroverski tudi organizaciji, pa kaže izročilo v Bohinju, kjer, če stojimo zdaj v spodnji dolini in se ozremo proti Triglavu, ki je od zadaj obsijan s soncem ves bleščeč, to je božično sonce, pred nami je neka Gomila, Dženova gorica, ki je bil sveti prostor, no, ampak zdaj na tej črti med Triglavom in Dženovo gorico vidite takole, kot bi bil gozd postrižen na krtačko, no, to ni krtačka, ampak so smreke, ki rastejo na neki vzpetini, vrh Senožeti, to je ta greben med zgornjo in spodnjo dolino, na katerem je taka ogromna, naravna, recimo temu Gomila, ki ima zanimivo ime Bundrovc. To ime je spomin na leto 1515, ki sem ga pokazal na prejšnjih posnetkih, na veliki slovenski kmečki upor tega leta, in na tem mestu so bohinjski uporniki dajali prisego, uporniško prisego, in menda so prisegali nekemu triglavemu bogu. Torej, toliko ve o tem povedati to izročilo. Torej, to kaže, da smo verjetno na pravi poti, če iščemo torej to logistično mrežo v organizaciji stare vere. No in seveda ta stvar se je potem ponavljala še naprej v Bohinju, zadnjič 16. decembra 1941 v znamenitem decembrskem bohinjskem uporu. Torej, to sem povedal samo kot dva primera, ne, da to staroverstvo ni tako nevidno in da nam lahko pomaga razumeti nekatere zelo pomembna poglavja z naše zgodovine, ki bi nam sicer ostala popolnoma prikrita. Tako, zdaj tu bi jaz končal. Hvala.